Radio Salomon po 30 letih obstoja vstopa v novo obdobje, poslavlja se od FM frekvence in svojo pot nadaljuje digitalno. Kaj točno bo to prineslo poslušalcem? Poslušalcem bo prineslo boljši zvok in pa boljšo pokrivanost. Kar se tiče aplikacije, to je en del tega digitalnega sveta, bodo lahko Salomon in pa vse vsebine na zahtevo spremljani kjerkoli in kadarkoli. Kar se tiče pa uporabnika DAB plus R1 omrežja, pa končno Salomon po celi Sloveniji. Kaj bo to pomenilo za sam radio? Pričakujete mogoče, da boste dosegli tudi kakšne nove segmente poslušalcev, pa se bo tudi nova platforma odražala v drugačnih vsebinah? Torej, zdaj v tem trenutku je naša želja pokriti na enem mestu čim več poslušalcev. Prej so poslušalci za vsebine morali preklapljati med različnimi radijskimi postajami, zdaj pa verjamemo, da bodo na enem mestu našli vse vsebine, ki jih želijo. Tako tisti, ki hočejo slišati staro glasbo, torej iz 90-ih let, torej začetka Salomona, tako tisti, ki iščejo nekaj novega ali pa recimo klubsko sceno. Aplikacija omogoča čisto vse. V tem trenutku imamo malenkost manj kot 90 vsebin na zahtevo, cilj nam pa je, da te vsebine še razširimo. Kar se tiče pa DAB1 omrežja, bo pa kvalitetnejši zvok, kar pomeni, da bo v avtu lahko Salomon špilal še glasneje. Omenili ste aplikacijo, v njej pa bodo poslušalci, tisti, ki so ljubitelji te starejše glasbe z začetka delovanja Radia Salomon, bodo lahko našli tudi, našli bodo to sicer lahko tudi ostali, ampak oni bodo morda še posebej veseli, kodo za popust pri nakupu kart za en velik dogodek, verjetno največji dogodek v poklon tej glasbi iz 90-ih. Torej, res je. Želeli smo naše najbolj zveste poslušalce, srčne veterane nagraditi, da sežejo roko po telefonu oziroma drugi pametni napravi ali pa računalniku, si prinesejo aplikacijo in obenem dobijo tudi posebno kodo, ki jim omogoča popust pri nakupu vstopnic za DJ Time Back in Time, ki bo v petek 28. oktobra v Areni Stožice. Glavno vsi, ki si jo prenesejo v enem kotu, tak kliknejo je koda in grejo potem na eventim.si, vtipkajo to kodo pri nakupu vstopnic in imajo popust. No, ta glasba 90-ih let ima neko tako posebno skrivnost, posebno lastnost, da še vedno privablja toliko različnih poslušalcev in tiste stare fane, ki smo že takrat odraščali z njo, pa tudi zdaj njihove otroke. Kaj je v tej glasbi posebnega? Kaj je takšnega, da je še vedno in da je še vedno nekaj, kar se posluša? Torej, to je glasba iz časov, ko so radijske postaje vrtele pesmi. Zdaj velika večina radijskih postaj predvaja samo zvok. Torej, nekaj v ozadju igra, špila in te ne moti. V času 90-ih let, pa tudi v 80-ih, da se razumemo, je pa ta glasba se te dotaknila, imela neko sporočilo. Ali na eni strani ljubezensko, ali na eni strani revolucionarno, nima veze, ampak dotaknila se je poslušalcev. In Salomon, ko je v 90-ih letih začel svojim programom, smo bili prvi, ki smo si drznili in upali vrteti glasbo 90-ih let, ki je imela dance ritem, torej glasba, ki se je takrat predvajala v diskotekah ali pa klubih. Mi smo to vrteli in potem je ta glasba kar enkrat postala, tako bi rekel, ne več dance, ampak postala pop, ker je zavzela svetovne glasbene lestvice in postala, temu reče strokovno, mainstream. In ta glasba se te še vedno dotakne, še vedno ima eno tako pozitivno konotacijo. Razmišljaš o tem, kako si se dobro imel, oziroma tisti, ki mlajši, ki jo sedaj spoznavajo, ni neke obremenjenosti, v tej glasbi ni neke filozofije, iskanja neke poglobljene vsebine ali pa nekaj, da takrat, ko so glasbo ustvarjali, ni bil cilj, da glasba samo lepo zveni na radijski postaji in da nobenega ne zmoti. Takrat so hoteli, da ljudje, ko glasbo slišijo, da ji sledijo, da zapojejo, da refreni grejo v ušesa, da znaš ponoviti melodijo, da povzroči v človeku neko veselje. Kdo bo pa na letošnjem DJ Time Back in Time koncertu presenetil poslušalce oziroma obiskovalce koncerta? Menda se obeta kar nekaj velikih imen.
Torej, te, ki bo zdaj omenil, ne bo nobenega presenečenja, zato ker vsi vedo, da ti pridejo. Imamo pa nekaj res gostov tudi presenečenja, nekatere kombinacije, ki jih recimo v tem trenutku nihče ne pričakuje. Sicer pa ja, imamo tuje goste, imamo slovenske goste, tuji gostje so, če greva iz 90-ih let, Corona Eiffel 65, potem na prelom tisočletja Precioso in za zaključek te moderne dance scene prihajata še Groove Coverage. Kar se tiče Slovencev, Too Alive Vivian, Sandy, potem vedno zabavni Viktori, pa nekaj še za romantične duše, Kalifornija in Vili Resnik. Pa so pa še gosti preseneča, teh pa ne smem povedati. Tudi če mi indijanski ogenj narediš.